Spoštovane, spoštovani, prisrčen pozdrav iz knežjega mesta, iz Celja, štadiona z Dežele, ki je nocoj prizorišče uvodne tekme 7. kroga Prve lige Telemach Slovenije, dvoboja med domačim Celjem in Radomljami. Pogačar, lep dribling Pogačarja, Pogačar s predložkom, priložnost je to za Radomlje, do strela je prišel Marko Božič, če sem videl prav, zaenkrat zelo dobro sojenje Aleksandra Matkoviča. Dobro, zdaj Žan Medved, lepo je oddal žogo Božiču, Božič strelja, napaka gostujočega Natalja in gol! Kakšna napaka Davida Šubiča! Od 26. minute Celjani torej z golom Božiča vodijo z 1-0, toda zadetek, ki gre povsem na dušo gostujočega vratarja Šubiča. Strel pravzaprav v naročje. Božan Princa. Skoku najvišji Majevski, potem Gneča, ali je šlo tu za igro z roko, odbita žoga do Zabukovnika, še vedno napad za Radomlje, priložnost, ki jo je imel zdaj Hamovič, tule je zdaj že Marko Božič, dobra podaja Božiča proti Šariču, Šarič v kazenskem prostoru, Šarič, pa Marko Božič, še ena finta, Božič in vratnico je stresel Marko Božič. Marko Božič, ki igra zelo dobro. Majevski odbija. Priložnost ponovno za goste. Princ pa na desno do Blajiča. Dobro. Zdaj v napadu gostje priložnost znova. Saša Varga do strela z glavo prek gola. Kuček lepa podaja proti Blajiču. Veliko prostora ima zdaj na desni strani Blajič. Blajič s predložkom in mimo gola Luhanovič. Jaka Ibejše, pa tudi Oliver Kregar, toda tule so se zapletli gostje. Tjaž Begić ima priložnost. Begić preigrava, Begić in gol! Tjaž Begić s svojim prvim zadetkom za Celje, 18-letni Tjaž Begić, naložba za prihodnost, drago so ga plačali Celjani, okrog 300 000 evrov odškodnine, mislim, da so plačali Goričanom Zana in tule je Begić počasi, bomo rekli, že začel odplačevati. Odbil, da do nje niso prišli gostje. Za zaključek akcije zdaj Kregar, še vedno Kregar, prek gola Oliver Kregar. Ja, res je. Kakorkoli smo hoteli fante sprostiti čez teden, se je skozi zadnje tedne nabral nek pritisk in to se je opazilo tudi, predvsem v prvih 20 minutah smo imeli probleme, da smo prišli v igro. Nekako smo se, ne bom rekel povlekli, ampak bili smo malce pasivni, tako da smo potem, ko smo začeli malo više napadati njihove igralce, smo tudi jim malo bolj onemogočili to njihovo organizacijo igre, moram reči, da so Radomlje res dobro organizirana ekipa. Tako da z tega vidika zdaj smo potem v nadaljevanju, smo hvala Bogu dosegli zadetek v prvem polčasu. V drugem polčasu smo spet probali agresivno začeti, vendar smo potem s časom, z utrujenostjo imeli nekoliko več problemov preko pobočnih položajev, preveč prostora smo jim tam puščali in kljub temu smo si ustvarili neke hitre prehode, ustvarili smo si kar nekaj lepih priložnosti v situaciji 1-1 z vratarjem. In potem po neki individualni dobri akciji mladega našega Begića dosegli ta zadetek na 2-0, ki je potem tudi olajšalo nadaljevanje in smo nekako z neko bolj, malo smo nižje stali, ampak smo organizirano kontrolirali situacijo, tako da mislim, da smo na koncu zasluženo zmagali. Seveda, zdaj nabrali se vsega, in utrujenosti in psihološko,
Ni vse potekalo po naših načrtih, tako da je ta pauza reprezentančna nam bo res prav prišla, da se osvežimo v vseh pogledih. Ja, mislim, da je bila neverjetna noč. Mislim, da je bila ta zmaga zelo pomembna za nas. Te 3 pike so bile bolj kot ne nujne. Da imamo zdaj 2 tedna časa, da se malo spočijemo in z glavo pripravimo na nadaljevanje prvenstva. V reprezentančnem premoru smo probali dokazati, koliko bo šlo. Mislim pa, da je bilo to danes res pomembno za nas. Ja, mislim, da smo samo čakali na to tekmo, ko nam bo nekaj šlo not. V zadnjih časih smo imeli res probleme s temi goli, tako da vedeli smo, da nam bo enkrat sreča prišla naproti. Pa na koncu, ko gledamo rezultatsko, moramo biti nezadovoljni, vendar ko pa pogledamo skozi 90 minut, mislim, da smo bili boljši nasprotnik, ustvarjali smo si priložnosti, ustvarjali smo si predložke, iz katerih sicer nam ni uspelo zadeti. Na koncu bi rekel, da je Celje zadelo iz ene šanse, mogoče 2 zadetka in na koncu pač štejejo samo goli in treba čestitati Celjanom za zmago. Fante smo zdaj dali na krajši odmor, treba se res dobro spočiti in pa potem pripraviti fante za tistih 30 minut v Murski Soboti. Poskrbeli bomo za to, da fantje ne izgubijo nekega elana, nekega motiva, saj to, kar kažejo na igrišču, jih mora samo še nesti naprej in mislim, da bomo iz takih tekem se veliko naučili in pa nogomet na koncu ti vedno nekaj vrne, če si le pošten do njega in mislim, da nam bo nogomet v naslednjem krogu to vračal in želimo si tega, da nam to vrne za zadetki. Ja, tako kot ste rekli, zelo dobro tekma iz naše strani. Ustvarili smo si veliko priložnosti, imeli, mislim, da dosti več posesti, ampak nažalost svojih priložnosti nismo izkoristili. Na drugi strani Celje, tudi iz naših napak zadeli 2 gola in nažalost se je tako tekma tudi končala. Ja, v bistvu, če se tem lahko reče premor, zato ker igramo še, dokončujemo tekmo z Muro, tistih 30 minut, ko da gremo v Mursko Soboto v petek, iztrsti kar se da dober rezultat in vzeti kakšno piko za nadaljevanje prvenstva.